Sorško polje je eno najbolj ugodnih za rast krompirja. Peščena podlaga z rodovitnimi rečnimi nanosi je namreč ravno prav rahla, da lahko krompir obrodi obilno, tako v količini gomoljev kot v velikosti posameznih krompirjev, če le ni prehude suše, ali pa ga ne napade koloradski hrošč, ki nam ga žal še ni uspelo dokončno zatreti. Krompir, ki so ga pobrali na Hribarjevi njivi, so člani obeh društev, Senice in Zbilj, tokrat pripeljali na Zgornjo Senico. Ja, danes je pa druga faza, torej pobran krompir izpred parih dni oziroma 2 tednov nazaj. Danes prebiramo na drobnega in debelega in seveda pripravljamo ozimljico. Drobnega pa v bistvu bomo prišparali, da se bo spomladi spet vrnil v njivo in obrodil za naslednje leto. Na letošnjo letino krompirja je precej vplivala suša in vročina v juniju, zato na splošno ni bila najboljša. So pa nekateri s pridelkom kljub temu zadovoljni. Kakor so nam kmetje povedali, letošnje leto je bilo tako. Namreč konec julija in začetek avgusta je Sorško polje in Savsko polje prizadela huda suša, kjer mu je pa sledilo kar cel teden hudih nalivov in temu se reče, da je krompir mislil, da je potrebno ponovno obroditi in je začel spodrašati, temu se reče spodrašati, tako da je nekaterim kmetom je še celo ponovno zasvedel. Hribarjeva kmetija, se pravi kmetija Rudija Kalana in Helene Kalana, je imela to srečo, da sicer deloma je nekaj spodrešenega, ampak letina je bila pa ugodna in je precejšen delež v redu debelega krompirja, se pravi imamo srečo. Danes se krompir na večini večjih kmetij pobira strojno, a ročno pobran krompir v skladu s tradicijo naših dedkov in babic je morebiti zato toliko bolj cenjen in tudi boljši. Mi mislimo, da je, zato ker je toliko vloženega našega dela pa naših rok, dejansko pa je naša rdeča nit Kulturnega društva sejalcev umetnosti, da obujemo stara kmečka opravila, da še pokažemo, kako so to delali naši dedki in babice in kako smo tudi mi pomagali pri raznih kmečkih opravilih, ko smo bili otroci. Jasno je, da razvoj gre naprej in s konom ne bo nihče več pobiral niti takih konj, kakor jih ima Angelca Zevnik, pa njena Miša, da bi bili sposobni iti na njivo in urati, takih konj skoraj ni več na nobeni kmetiji. Tudi staro orodje, te plugi, to je v bistvu zamrlo in hvala Bogu. Ni potrebno, da 20 ljudi počne zadevo, ki se danes lahko eden v enem podnevu uredi s svojim traktorji in pa svojo mehanizacijo. Kulturno društvo Sejalec umetnosti in Društvo za obujanje vaških običajev Zbilje se trudita ohranjati spomin na obdobje naših prednikov, tradicijo pobiranja poljščin in priprave na hrambo pridelkov, ohranjati in deliti recepte za pripravo domače hrane, ki je bogata s hranili brez umetnih dodatkov, zdrava in okusna. Tudi zato pripravljajo dogodke, kot je srečanje pod Sejalčevo šupo s predstavitvijo starih kmečkih opravil in hrane iz domače kuhinje. Da se ohrani tudi ta kulturna dediščina kmečkih opravil iz Sorškega in Savskega polja. Mislim, da je prav, da se zavemo, kakšen trud so naši starši in pradedje morali vložiti, da imamo to blagostanje, ki ga imamo danes. Seveda tokrat na mizi pod šotorom ni manjkal krompir, tega so pripravili v oblicah, tradicionalno pa je Mira Velka Vrh skuhala dobro zabeljene ajdove žgance, ki so okrepčali tako tiste, ki so sodelovali pri predstavitvi kmečkih opravil, kot tudi ostale obiskovalce prireditve. Ja, žgance, tako kot že 10-15 let, to kuham žgance. Letos smo pobirali krompir, vsako sezono imamo nek nov izziv, taka domača dela, starodavna opravila. Čeprav smo zelo sodobni ljudje, ampak tradicijo pa še poznamo, od tam smo. Najboljša malica pa zagotovo takšni žganci iz ajdove moke?
Ja, z domače ajdove moke, z domačimi ocvirki, z domačimi klobasami, no, ta je tako malo kombinirana. Ampak ja, smo pa uživali. Kosili smo, pleli smo, krompir smo pobirali, domač krompir s konjem, orali smo. Tako v nekih nošah, ki nam je malo vroče, pa malo neroden, ampak ja, uživamo. Še zmeraj uživamo, smo v sedanjem trenutku, ampak preteklost pa imamo še zmeraj radi. Del dogodka pa so vsakokrat tudi ustvarjalne delavnice, ki pritegnejo zlasti najmlajše obiskovalce. Letos imamo pa tudi 2 ustvarjalni delavnici, ki jih vodi Agata Pavlovec, sicer slikarka in naša članica. In sicer izdelujemo kozolčke iz lesa, druga delavnica pa je tisk na platno. Na prvi so torej ustvarjali simpatične lesene kozolčke. Ne lih tako mojstrsko narejen, kot so kakšni na fotografijah, naprimer, kaj tisti toplar, ampak ja, tako v bistvu enostavne zadeve, tudi lepimo skupaj, no, ne delamo vse čisto iz naravnih materialov, ampak ja, v bistvu so kozolčki, ki so čisto simpatične zadeve, ki jih lahko uporabimo tudi doma, da jih kam postavimo, ali pa ne vem, tam sem eno štirno naredila, pa mogoče sam lojtrca ali pa tako, no. Kako pridne ustvarjalce imate danes? Zelo, tako sem kar presenečena, no. Ampak ja, malo so mogli iti na malce vmes, drugače pa jim gre zelo dobro in imajo tudi fine ideje. Izdelava kozolčkov na ustvarjalni delavnici je sovpadla z drugo temo na tokratnem dogodku v sklopu projekta Sejemo dediščino 2025, in sicer so predstavili slovensko arhitekturno posebnost kozolce. Dnevi evropske kulturne dediščine 2025 se ravnokar začenjajo. Letošnja njihova rdeča nit je arhitektura. In ko smo razmišljali, kakšna je pa najbolj avtohtona arhitektura na naših poljih, je to definitivno kozolec. Zato smo ga vzeli in pa predstavili različne kozolce, enojne, toplarje s plajšem, ki so se uporabljali že v 15. stoletju, takrat, ko so se pravzaprav Slovenci oziroma Slovani naselili ob Alpah in so se ohranili do današnjega dne s prvenstveno nalogo, da se suši seno, da se suši žito in pa druge prehrambene artikle oziroma proizvode za živino in tako naprej. Kozolec je slovenska posebnost. Danes večinoma sicer ne več uporabljen v prvotnem namenu, žal ga najbolj pogosto vidimo kot reklamni pano ali drvarnico, a še vedno nosi izjemen pomen za slovensko dediščino. 80% vseh kozolcev na svetu je v Sloveniji. Nekaj jih je še v južni Avstriji in pa v severni Italiji, vse, kjer so bili pravzaprav včasih naseljeni Slovenci. Drugje v svetu take objekte oziroma te neke nosilce za sušenje so različice, ampak še daleč ne podobne našim kozolcem. Tokratna prireditev pod Sejalčevo šupo je bila že 15. po vrsti. Zagotovo pa lahko tradicijo gojijo tudi ob pomoči domačih društev, ki vsako leto sodelujejo pri pripravi in organizaciji. Vse leta kulturno društvo sodeluje tudi z drugimi društvi, kar je v bistvu velika prednost, saj potem zajamemo večjo lokalno skupnost, ki je v dogodkih obveščena, in pa da v bistvu spodbujamo ta način delovanja. Tako da letos ponovno sodelujemo tudi z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine iz Zbilj. Pomagali so nam prostor urediti kulturno društvo Franc Aleški Finžgar in pa sosednji kmetje. Sodelovali smo tudi s kulturnim prosvetnim društvom Sotočje iz Škofje Loke. Tako da v glavnem zajeli smo vse lokalne skupnosti ob Sorškem in Savskem polju.